Živjo, moje ime je Laura. Rad kuham, plešem in snemam risanke. Rad pa tudi spremljam influencerje. Naletel sem na Andreja in njegovo zgodbo. Zdaj pa bi rad zvedel več. Živijo, Laura. Živijo. Kako si v redu? Ja ti nas malo pokazal skleca, da pogledamo. Prav, kar pejte v pozicijo, bom jaz pogledal formo. Kaj je tole odlično? Kateri je bil in je tvoj fitness idol? Arnold Schwarzenegger. TikTok, YouTube, Instagram. Kaj imaš najraje? TikTok, zaradi tega, ker s TikTokom sem začel, tukaj sem začel rasti. Kako postaneš spletni vplivnež? Meni se je to zgodilo popolnoma spontano. Meni je bilo dejansko dolgčas med karanteno, vedel sem, da imam za sabo eno zgodbo, imel sem nek znanje in sem rekel, ok, zakaj ne bi tega delil. Meni osebno ni toliko zahtevno, zato ker me to veseli. To mi je všeč, rad pomagam ljudem in rad ustvarjam vsebine, ker ali jih nasmejo, motivirajo ali pa kaj naučijo. Zakaj se toliko ukvarjamo z videzom? Vsak bi se rad dobro počutil v svoji koži in to, da naprimer imaš več mišične mase, nižji odstotek maščob, bo definitivno pripomogel tvoji samozavesti. Koliko treniranja je v redu? Dokler vidiš, da se lahko regeneriraš, pomeni dovolj ne spiš, dovolj poješ in da te mišice ne ubijajo še rečemo 3 do 5 dni po treningu, je ok. Čez to pa ne bi priporočil. Kako pomembna je pozitivna samopodoba? Nekako konec dneva ni važen, kako ti izgledaš on the outside, pomeni kako je tvoje telo, ampak kaj je tukaj le v glavi. In sploh pri mladih je pomembno, da jih učimo in da se oni tudi sami učijo nek način zdravega slogana življenja, da potem nimajo cel življenje v mislih, zdaj moram hujšati, zdaj hujšam. Ne, da imajo nek življenjski slog. V bistvu do tega spoznanja sem prišel pri približno 15-16 letih, takrat sem se boril z anoreksijo. To pomeni, da sem v bistvu vedno hotel bolj shujšati, sam sebi se nikoli nisem zdel dovolj suh in potem sem videl, kam me to pelje, dejansko v bolnico, na infuzijo, ker nisem nič hotel jesti. In takrat sem začel razmišljati, kaj je pomembno, kako jaz izgledam, če jaz tukaj noter nisem v redu, če sem depresiven, ne počutim se dobro v sebi in tako dalje. In potem sem začel delati na tem, vsak dan pomalo. Hvala. Hvala ti še enkrat. Videz je pomemben, ampak bolj kot tole je pomembno, kaj imaš tukaj. Adijo!